v Sloveniji imamo trenutno relativno dobre razmere na trgu gradbeništva, torej imeli smo lansko leto rast, ki se nadaljuje tudi letos, vendar je že precej manjša in pričakujemo, da bodo take razmere vsaj še naslednji 2 leti ali 3 in računamo, da bodo pač gradbena podjetja to lahko dobro izkoristila v smislu trditve svojega položaja, v smislu doseganja večje dodane vrednosti zaposlenega in tudi privabljanja dobrih kadrov v gradbeništvo, ker to bo pogoj tudi za naslednje desetletje, da se bodo podjetja lahko na tem trgu obdržala. V Evropski uniji računamo tudi še vedno relativno ugodno klimo za gradbeništvo, čeprav industrijske razmere že kažejo znake ohlajanja, vendar pa gradbeništvo vendarle deluje z nekim zamikom in upamo, da bo še nekaj časa nadaljevalo v pozitivnem trendu, potem pa, ko pride do ohlajanja, pa upamo, da bo to čim bolj zmerno. Stanovanjski sklad Republike Slovenije se prizadeva, da v vseh fazah izvedbe investicije zagotovi ustrezna gradiva, navodila, priporočila, smernice za kakovostno izvedbo stavb, torej od samega začetka, neke idejne zasnove, projektnega natečaja preko faze projektiranja, ki pripravljamo navodila in smernice projektantov za projektiranje bolj kakovostnih stavb z bolj enostavnimi sistemskimi rešitvami in detajli, s trpežnimi materijali, z ekonomsko upravičenimi izborom, ki bo pa prinašal lažje vzdrževanje objektov, katerih je stanovanjski sklad tudi lastnik. Najprej moramo ugotoviti, kakšne ima probleme, kakšne pomanjkljivosti. Kakšne pomanjkljivosti lahko vidimo, kakšnih pač ne vidimo. Tako da najprej treba dobro diagnostiko stanja narediti, pridobiti dokumentacijo o gradnji hiše, o vseh posegih, ki so se v tej hiši dogodili in definirati stvari, ki bi jih želeli spremeniti. Ali želimo spremeniti namembnost, ali želimo samo določena izboljšanja in potem se s temi izzivi oziroma s temi nalogami obrniti do projektanta. Diagnostiko običajno lahko upravljajo te pooblaščene inštitucije ali usposobljeni strokovnjaki, tako da najprej vsekakor se obrnemo do strokovnjaka, da dobimo priporočila in ugotovitev stanja. Mi smo do sedaj vrednotili gradnjo pravzaprav najpogosteje z energijskimi lastnostmi. Poznamo energetsko izkaznico kot neke vrste dokument, ki priča o energetski kakovosti stavbe. Seveda je pa problematika, ki jo rešujemo, ko govorimo o kakovostnih sodobnih stavbah, bistveno širša. Zanima nas, kakšni so okoljski vplivi te stavbe, zanima nas, ali bo bivalno okolje v objektu ustrezno kakovostno, ali bo kakovost zraka taka, kot jo uporabnik potrebuje. Zanima nas, kakšne materijale uporabljamo, ali so to materijali naravnega izvora, ki so za svojo proizvodno potrebovali manjšo količino energije, kot pa jo uporabljajo tradicionalni materijali. Zanima nas, kako bomo ravnali z gradbenim odpadom, ko bo stavba nekako zaključila svojo življenjsko dobo. Vse te lastnosti objekta oziroma vse te vidike stavbe moramo ustrezno nasloviti, moramo biti sposobni ustrezno računsko ovrednotiti. In ravno iz tega razloga, ker želimo imeti en sistem, po katerem bodo projektanti, investitorji, izvajalci se lahko ravnali od faze projektiranja objekta preko izvedbe do odstranitve stavbe. Ravno zato potrebujemo sistem, potrebujemo kazalnike. In ta trenutek smo v fazi, ko se ti kazalniki razvijajo,
razvijajo tako na evropskem nivoju, kot seveda tudi v slovenskem okolju. Namreč težava, kot pogosto pri gradbeni zakonodaji ali pa gradbenih predpisih, je ta, da so ti predpisi vezani zelo na neko nacionalno okolje. Zato moramo tudi neke evropske usmeritve smiselno prenesti v slovenski prostor, pripraviti orodja, pripraviti robne pogoje, podatke, kriterije, če hočete, za to, kaj je dobro. In na ta način pač javni investitorji lahko pričakujejo, da bodo v naslednjih letih zavezani ne samo zelenemu javnemu naročanju, kot ga poznajo zdaj, ampak da bodo zavezani k preverjanju svoje stavbe po trajnostnih kazalnikih. Tako kot pri vsaki gradnji, se pravi, se mora investitor najprej odločiti, se pravi, katerim kriterijem oziroma katerim ciljem bo sledil. Glede na to, da so to skoraj nič energijske stavbe, se mora prizadevati, da bo njegova stavba uporabljala čim manj energije in še ta energija, da bo proizvedena iz obnovljivih virov. Pri tem je pomembno, da si doda, se pravi, neke cilje, se pravi, kakšna ne bo zrakotesnost, ki jo mora preveriti, ne sam na koncu gradnje, ampak tudi med samo gradnjo, se pravi, da ne bo bilo toplotnih mostov, pa tudi zvočnih mostov, plus tega, da pač v stavbo ne bo zamakalo, zaradi tega, ker če prihaja do zamakanja, vemo, da če nosimo mokra oblačila, nas potem pač zebe oziroma porabimo več energije. Se pravi, graditi mora tako stavbo oziroma mora imeti strokovnjake, ki bojo prvič znali načrtovati tako stavbo in drugič tudi tako stavbo zgraditi. Mislim, da je različno od deležnika, odvisno od posameznega poslovnega deležnika v procesu gradnje. Mi imamo tukaj kar dobre izkušnje in naše stranke, naše produkte relativno hitro lahko uporabljajo v svojih poslovnih procesih. Tako izvajalec kot naročnik se morate zavedati, da prevzem gradnje je ena izmed temeljnih točk v procesu same gradnje. To je zadnji trenutek, ko lahko naročnik graje očitne napake, torej tiste, ki jih lahko pazi na prvi pogled. Zadnji trenutek, ko lahko napove svojo zahtevo za uveljavljanje pogodbene kazni. Za izvajalca je pa seveda prevzem izrednega pomena, ker takrat nastopijo tudi njegove pravice do plačila pogodbeno izvedenih del, začnejo teči vsi jamčevalni roki. V glavnem prevzemu je treba posvetiti kar veliko.